Spoštovani gospod župan občine Domžale, Toni Dragar, spoštovana podžupanja, gospa Andreja Pogačnik-Jarc, spoštovani podžupan, gospod Vinko Juhart, spoštovane svetnice in svetniki občine Domžale, spoštovani dijaki, starši, drage kolegice in kolegi ravnatelji, profesorice in profesori in vsi navzoči. Današnji dan je za Domžale, še posebej pa za srednjo šolo Domžale, izjemno prijeten, saj bomo že tretjič podelili priznanja, ki so jih naši dijaki osvojili v programu Mednarodno priznanje za mlade ali krajše MEPI. Tokrat bo najžlahtnejša zlata priznanja podelil član angleške kraljeve družine, njegova kraljeva visokost, vojvoda Jorški, sin angleške kraljice Elizabete II. Program MEPI je bil ustanovljen pred 50 leti in je od vsega začetka povezan z angleško kraljevo družino, saj je bil oče današnjega visokega gosta, vojvoda Edinburški, prvi pobudnik programa. O programu MEPI bo kasneje bolj podrobno spregovorila nacionalna koordinatorica programa. Vseeno pa mi dovolite, da na kratko predstavim njegovo bistvo. Program je netekmovalen, vanj se lahko vključujejo mladi med 14 in 25 letom, ki morajo biti aktivni na področju veščin, rekreativnega športa, prostovoljnega dela in odprave. Žlahtnost osvojenega priznanja je odvisna od truda in časa, ki ga mladi namenijo posameznemu področju. Pred 4 leti smo se odzvali na prijazno povabilo nacionalnega odbora programa MEPI v Sloveniji. Naša šola je bila ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki je pridobila licenco za izvajanje programa. Dela smo se lotili zavzeto in z veliko navdušenja, zato tudi rezultati niso izostali. Že prvo leto smo lahko podelili bronasta priznanja, naslednje leto že srebrna in nova bronasta. Danes pa bomo 8 našim dijakom podelili zlato priznanja, 3 dijakom srebrna, ena pa bo dobila bronasta priznanja. Poleg domžalskih dijakov bodo danes tu pri nas prejeli priznanja tudi dijaki Tehniškega šolskega centra Kranj, šolskega centra iz Slovenj Gradca in učenci osnovne šole Rodica in osnovne šole Antona Linharta iz Radovljice. MEPI pa ni edina obšolska dejavnost na srednji šoli Domžale. Na šoli potekajo številne interesne dejavnosti, in sicer računalniški, astronomski, šahovski, zgodovinski, likovni, bralni, dramski krožek. Dijaki lahko sodelujejo pri urejanju šolskega glosila in se fakultativno učijo ruščine. Vsako leto pripravimo sprejem novih dijakov na šolo, LAN party, kemijske popoldneve. V okviru krožkov dijaki izdelujejo mozaike. Pripravili smo tudi razstavo mozaikov v domžalski knjižnici. Obiskujejo slovenski besedni umetniki, prirejamo večere ruske glasbe, literature in kulture. Srednja šola Domžale je vključena tudi v popularno šolsko košarkarsko ligo, dekleta in fantje se uspešno merijo z ostalimi šolami. Mladi se udeležujejo šolskih, regijskih in državnih tekmovanj iz matematike, zgodovine, materinščine in tujih jezikov, tekmovanje v tehniki prodaje, pripravljajo proslave, predstave, projekte in se poleg tega izobražujejo na taborih, delavnicah, ekskurzijah, doma in po svetu. Tako številne dejavnosti na sicer relativno majhni šoli dokazujejo plodno sodelovanje med profesorji, dijaki in starši, saj dobro vemo, da je pogoj za uspešno sproščeno počutje vseh. Dovolite mi, da se na koncu zahvalim mentorjem programa MEPI na naši šoli. To sta gospod Saša Kupič in gospa Metka Karlovšek. Slednji gre tudi velika zahvala za organizacijo današnje prireditve. Sicer pa so nam pri organizaciji prireditve izdatno pomagali tudi pripadniki Slovenske vojske, nacionalni odbor programa MEPI, občina Domžale, agencija Pristop, Mercator in še mnogi drugi. Spoštovani, vsem skupaj želim prijetno popoldne in veliko užitkov ob spremljanju kulturnega programa. O vremenu bomo pa danes še toliko slišali, da ne bi še enkrat. Hvala lepa.